Ti mi v bistvu pojasni, kam se je izgubila ta družbena vloga muzike. Zakaj ni, ne vem, jaz ne slišim dobrega družbeno angažiranega komada, ne? Zakaj ni neopanka, ne? Meni se zdijo tele okoliščine globalno gledane, ne? Idealne za nastanek, tazga novega movementa, ki so bili, ne vem, recimo hipiji v 60-ih, ki so več svobode prenesli, pa potem rockerji pa punkeri, ne? To se tudi jaz sprašujem, ne? Ja. Kam se je to izgubilo? Ja, nikamor, ne, a veš, problem je v tej, tako kot sem že prej rekel, da mi gledamo preveč enoznačno, spet rečemo, a veš, jasno, da bi se moglo to gibanje zgoditi a veš, na eni strani med neko, lahko par delavskemu razredu, ne, pa da bi to prešlo, a veš, k nekemu študentskemu razredu, ampak to se ne more, ker študentje pri nas so zadovoljni, ne. Študentje so ljudje, ki zaparkirajo Rožno dolino do fundamenta vsako nedeljo, ne, ki se pripeljejo s svojimi boljšimi avtomobili, kot ga imam jaz študirati v Ljubljano, ne. Študentje so že v veliki meri nadaljevanje tega wannabe slovenskega srednjega sloja in oni ne premorejo tega kritičnega potenciala. Njih zanima iPhone, pa dober žur, pa diplomirati, pa boni, ne. Zdaj, pa legalizacija trave? Zdaj te predstavniki radniške klase so pa tako neopremljeni s programjem, da bi sploh lahko družbo mislili, pa tako lobotomizirani z neko kulturo materializma, ne, tem turbofolkom v resnici, ne, to je to, ne, to so pa čapci na drugi strani, ne, to je čisti kič materializem, ne, silikonski joški, Porscheji, ki jih ne bojo nikoli imeli, skratka... Ne bojo na leasing? Ne bojo, kje? To so fante, ki bodo v najboljši meri, če ne bojo na dobu delali v neki hladilnici v BTC-ju za 600 na uro, ne bo imel on nikdar tega Volvota, za kjer ga zna danes na pumpi našteti vso dodatno opremo, ne. Nikoli ne bo imel tega. Črvive zobe bo imel pri 25-ih v javnem zdravstvu, na ceco bo hodil tjale v Šiško in pil bo pocen per iz Hoferja in njegovi otroci bodo pred blogom hengali.